Kadar moramo vnesti večje število polj 996997, ki vsebujejo enake podatke, si lahko delo olajšamo tako, da pred dodajanjem polj 996997 kreiramo predlogo s temi podatki in jo nato uporabimo pri postopku Dodaj novo polje 996997 v iskalniku gradiva. Kreiramo lahko več predlog. Pri dodajanju polja 996997 pa se upošteva tista, ki je nastavljena kot privzeta. Ko določene predloge ne potrebujemo več, jo lahko zbrišemo. Obstoječe predloge lahko tudi urejamo oziroma spreminjamo podatke v njej. Predloge so vezane na uporabniško ime. Poglejmo si postopek. V vsebinskem sklopu polje 996997 izberemo postopek Predloge za dodajanje polja 996997. Odpre se okno Urejanje predlog za dodajanje polja 996997 s seznamom predlog, ki smo jih že kreirali. Na prvem mestu v seznamu so sistemske nastavitve, ki se privzeto upoštevajo pri dodajanju polja 996997, če nimamo kreirane in izbrane lastne predloge. V našem primeru obstaja že kreirana predloga za vnos starega fonda, ki jo lahko uredimo, zbrišemo ali nastavimo kot privzeto. Vse spremembe shranimo s klikom na gumb V redu. Pogledali si bomo, kako kreiramo novo predlogo. Kot primer, da bi si olajšali dodajanje polj 996997 pri vnosu učbeniškega sklada, bomo kreirali predlogo, v kateri bomo vnesli nekatere vrednosti. Novo predlogo kreiramo z gumbom Dodaj. Odpre se okno Poimenovanje. V vnosno polje vpišemo poljubno ime predloge, na primer US za učbeniški sklad. Kliknemo gumb V redu. Odpre se okno predloga za dodajanje polja 996997. Vnesemo podatke, ki naj bodo pri dodajanju novega polja 996997 že vpisani, in sicer vpišemo podlokacijo, način nabave, dobavitelja in financerja. S klikom na gumb V redu se predloga shrani med uporabniške nastavitve in doda v seznam predlog. Ko jo želimo uporabiti pri dodajanju polja 996997, jo nastavimo kot privzeto. Tako da jo v seznamu označimo in kliknemo gumb Privzeto. Ter potrdimo s klikom na gumb V redu. Poglejmo si še uporabo kreirane predloge za učbeniški sklad. V iskalniku gradivo poiščemo zapis za gradivo, ki ga želimo inventarizirati. Zapis za gradivo označimo in izberemo postopek Dodaj novo polje 996997. Odpre se okno polje 996997, v katerem so že izpolnjeni podatki, ki smo jih vnesli v predlogi za učbeniški sklad. V postopku inventarizacije gradiva nadaljujemo tako, da izpolnimo še preostale podatke in vnos shranimo z gumbom V redu.